Pozdravljeni. Tudi letos bom skušal s pomočjo telemetrije razumeti, kaj se pravzaprav dogaja s posameznimi bolidi na posameznih progah. Poglejmo, kaj bi lahko ugotovili na veliki nagradi Bahreina. Da ne bo pomot, moram poudariti, da v tem prispevku bo šlo za moje osebne zaključke, kateri temeljijo na razpoložljivih podatkih in so plod tudi mojega, priznam, pomanjkljivega znanja. Vseeno marsikoga izmed nas verjetno zanima, zakaj bolid tovarniške ekipe Mercedes je imel na kvalifikacijah skoraj 4/10 zaostanka za Red Bullom. Danes si bomo ogledali, kaj pravijo podatki za Mercedes, Red Bull in seveda Ferrari. Ferrari je dodan kot neka kontrolna točka, kjer bomo lahko tudi videli določene zanimivosti. A najprej se moramo ozreti na podatke, ki so nam na razpolago. Seveda, še na uradni strani Formule 1 dobimo nekatere podatke, ki so lahko relevantni, lahko pa zavajajoči. In tu lep primer zavajajočega podatka, najvišje končne hitrosti. Kolikor pogledamo tabelo, bomo razumeli, da najvišja končna hitrost res ne pokaže, kdo je hitrejši in kdo ne, govorim v času na krog. Kajti, ukolikor bi te številke veljale, bi se danes ukvarjali z Aston Martinom Sebastiana Vettela ter, na primer, Alfa Taurijem Yukie Tsunoda, z vsem spoštovanjem do obeh. A mislim, da nam je jasno, da se bo prispevek gibal okrog Maxa Verstappena ter Lewisa Hamiltona, oziroma Mercedesa W12 ter Red Bulla RB16B. Seveda, če vzamemo samo kvalifikacijske čase, nam bodo tudi ti povedali bore malo. Kot sem že povedal na začetku, vidimo razliko med Mercedesom in Red Bullom. Ne vemo pa, od kod izvira. Zopet se lahko ozremo na tiste sektorske čase, kar nam tudi dajejo uradni podatki FIA. Tu moramo biti previdni. Namreč najboljši sektorski časi še ne pomeni, da so bili doseženi v istem hitrem krogu. Torej, seštevek vseh najboljših sektorskih časov ne da lahko tistega najboljšega časa na krog. Da lahko tisti idealni krog, ki ga pa niso dosegli na samih kvalifikacijah. In tudi v tem primeru se je zgodilo nekaj podobnega. Zato bomo te številke enostavno odmislili. Porabili bomo čase, ki so jih dosegli trije vozniki na kvalifikacijah, se pravi Max Verstappen z njegovim pole positionom minute 28 sekund in 997 tisočink, Lewis Hamilton s časom minute 29 ter 385 tisočink, in na koncu Charles Leclerc s časom minute 29 sekund ter 678 tisočink. Seveda, kot sem povedal, na prvi pogled nič kaj takega. In sedaj bomo vzeli sektorske čase za eksplicitno te hitre kroge. Max Verstappen je prvi sektor odpeljal v 28 sekundah in 349 tisočinkah. Lewis Hamilton 28 sekund in 372 tisočink, razlika malenkostna. Charles Leclerc 28 sekund in 419 tisočink. Seveda rahlo počasneje, a dovolite mi, da rečem ne bistveno počasneje, namreč njegov zaostanek do Maxa Verstappena je pod desetinko. Seveda tudi v prvem sektorju bomo opazili neko zanimivost. A k temu se bomo vrnili, ko bom upeljal telemetrijo. V drugem sektorju, ki je po mojem osebnem mnenju bistveni, bomo videli, da je imel Max čas 38 sekund in 229 tisočink. Lewis Hamilton 38 sekund
ter 536 tisočink. Torej 307 tisočink več dobre 30. Charles Leclerc pa je ta del proge odpeljal najhitreje v tistem času 38 sekund ter 598 tisočink, seveda najhitreje v svojem najhitrejšem krogu. Zopet vidimo, da Charles Leclerc je dosegel primerljiv čas s tistim, ki ga je dosegel Lewis Hamilton. Zopet je v isti desetinki, da se razumemo. In na to pridemo v tisti zadnji sektor. 22 sekund in 419 tisočink za Maxa Verstappena, medtem ko je Lewis Hamilton porabil 22 sekund in 477 tisočink, razlika 58 tisočink, zopet primerljiv čas, a tokrat je odstopal Charles Leclerc 22 sekund in 661 tisočink. Čas je bil višji za 2 desetinki, seveda in nekaj malega zdrava. Marsikomu izmed vas je bila ta predstavitev sedaj malce dolgočasna. Hotel sem poudariti, da imamo v prvem sektorju približno primerljive čase. V drugem sektorju je bil Max Verstappen tisti, ki je zgradil večino svoje prednosti, v tretjem sektorju je pa začel odstopati Charles Leclerc. To nam bo izjemno pomagalo pri interpretaciji same telemetrije. Namreč letos sem se odločil, da bom vključil tudi nekaj več in skušali bomo razumeti povezavo med rezultati telemetrije ter tistimi lastnostmi same proge. Šli bomo praktično gledati, kaj se je zgodilo na posameznem ovinku. Če se sedaj ozremo na graf, kjer je prikazana hitrost bolida na določenem delu proge, bomo videli, da velikih odstopanj ni. Seveda, kasneje v analizi se bomo usmerili na točno določeno točko. Tako generalno gledano so grafi dokaj poravnani. Sedaj se bomo spustili v prvo zanimivost. Kolikor pod grafom same hitrosti pogledamo graf, ki nam kaže število obratov motorja z notranjim izgorevanjem na minuto, bomo ugotovili nekaj izjemno zanimivega. Pri Mercedesu Lewisa Hamiltona lahko vidimo bistveno višji režim vrtenja. In sedaj bomo skušali razumeti, kako je to sploh možno. Namreč razlika v številu obratov v minuti je kar precejšnja, kot nam kaže graf tam zgoraj. Edina možna razlaga, ki mi je prišla na misel, je ta, da pri Mercedesu imajo v bistvu manjšo porabo goriva. In govorim na porabo goriva, kar se tiče obrata glavne gredi motorja z notranjim izgorevanjem. Poraba je omejena na 100 kg na uro v trenutku, a ukolikor za en obrat glavne gredi porabijo manj goriva, lahko v isti časovni enoti naredijo več obratov. Seveda gre za mojo osebno razlago in lahko se motim, a zaenkrat drugega racionalnega odgovora nimam. Zanimivo je nekaj drugega. Že na prvi kombinaciji ovinkov, to se pravi prvi, drugi pa tretji ovinek, vidimo nekaj zanimivega. Namreč, ukolikor na grafu pogledamo, v kateri prestavi so vozili določeni vozniki, bomo opazili razliko med Maxom Verstappenom in na primer Lewisom Hamiltonom. Zgleda, da je Lewis Hamilton menjal bistveno pozneje, ker je tudi dosegel višje število obratov. A po drugi strani bi lahko rekli, da je Lewis Hamilton potreboval tudi več mehanskega oprijema. Namreč izgleda, da je prav v tem področju tistega mehanskega oprijema lahko tudi ena izmed prednosti Red Bulla. Seveda tudi Charles Leclerc je imel določene težave, a k njemu se bomo vrnili bolj v tistem tretjem sektorju. A v prvem sektorju smo ugotovili, da med Maxom Verstappenom in Lewisom Hamiltonom
V bistvu ni bilo neke velike razlike, ki si je pokazala na koncu v skoraj 40 zaostanka. In sedaj se bomo koncentrirali na drugi sektor. Tu bomo videli na začetku, da je Max Verstappen skozi 5., 6. in 7. ovinek peljal v 6. prestavi. Medtem ko njegova konkurenta bila sta v navednicah prisiljena prestaviti nižje, vsaj za trenutek. To se vidi tudi na grafu položaja stopalke za plin, a vseeno, če potegnemo neko črto, vidimo, da hitrost se v bistvu ni spremenila, ampak stil vožnje ja. To zopet lahko kaže na to, da Red Bull RB16B ima več mehanskega oprijema, vsaj taka je moja interpretacija. Max sicer spusti plin v 6. ovinku, a tu moramo razumeti, da je imel v višji prestavi. In sedaj bomo prišli na tisti del proge, ki je po mojem ključen. Kolikor pogledamo grafe hitrosti 8., 9. in 10. ovinka, bomo enostavno videli, da Lewis Hamilton je imel najnižjo hitrost. Ne toliko, da bi pravzaprav izstopal, a na grafih je tam spodaj. Predvsem v 8. in 10. ovinku. Zdaj pa poglejmo malce progo, kako izgledata ta dva ovinka. Dokaj ostro. Ni tisti tip ovinka, ko bi aerodinamični oprijem v bistvu pomagal pripeljati čim več hitrosti čez sam ovinek. Je en izmed tistih tipičnih ovinkov, ki jih vidimo na primer na veliki nagradi Avstrije, na Red Bull ringu, ker se bolid skorajda ustavi in nato skorajda iz mesta pospešuje. Seveda, tu sem malce pretiraval, da boste bolje razumeli, na kaj mislim. Po moji osebni interpretaciji je prav 8. pa 10. ovinek tisti ključni del proge, kjer je Lewis Hamilton pridelal večino zaostanka na kvalifikacijskem krogu. To lahko vidimo iz vseh grafov, ki sem jih pokazal do sedaj, predvsem pa na tisti hitrosti, ki je bistveno nižja. Vrnimo se malce na začetek, ko sem omenil Charlesa Leclerca, ki je pridelal večino svojega zaostanka v zadnjem delu. Če malce zopet pogledamo konfiguracijo proge, vidimo, da tisti zadnji del v bistvu je več ali manj ravnina z dolgimi ovinki, kjer je pa zopet oprijem, kar se tiče aerodinamike, izjemno pomemben. In prav v teh zadnjih ovinkih, naprimer 13. in 14. vidimo, da Ferrari Charlesa Leclerca ni hiter. Zdaj se je on znašel na dnu tistega grafa hitrosti. In sedaj se moramo vprašati, kje je imel težave. Zopet bomo pogledali tisti graf, ki kaže položaj stopalke za plin. In opazili bomo, da grafi Charlesa Leclerca so nemirni. V nekem popolnem svetu bi bil graf, ki kaže na položaj stopalke za plin, izjemno monoton. Kazal bi, da je voznik stisnil stopalko do konca, in zato bi bila tam na vrhu ravna črta in nato direktno navpično navzdol do tistega ničnega položaja, ko bi stopalko v bistvu spustil. Pri Charlesu Leclercu vidimo, da temu ni tako, predvsem v zadnjem delu. Imel je težavo, zopet po moji osebni interpretaciji, z mehanskim oprijemom in potrebno je bilo loviti malce bolid. Na začetku prispevkov posvečenih veliki nagradi Bahreina sem omenil, da konfiguracija same proge ni pisana na kožo Mercedesu. Sedaj s temi grafi smo lahko tudi videli, da je to tisti glavni element, ki je spravil v rahlo nelagoden položaj tovarniško ekipo Mercedes. Sicer izgubljali so na celotni progi, a največ zaostanka so pridelali v 8. in 10. ovinku.
Charles Leclerc približno z prvim in drugim sektorjem bi bil nekje tam pred Valtterijem Bottasom, a v zadnjem sektorju je praktično pokvaril svoj čas, a ne po svoji krivdi. Zaenkrat je še malce prezgodaj, da bi prišli do nekih trdnih zaključkov, a lahko sklepamo, da na naslednjih velikih nagradah, naprimer veliki nagradi Emilia Romagna, bomo videli rahlo različno razmerje moči, kajti lastnosti proge bodo drugačne in tisto golo pospeševanje in zaviranje ne bo prišlo tako do izraza. Namreč znano je iz prejšnjih sezon, da res tovarniška ekipa Mercedes ima bolid z zelo velikim aerodinamičnim oprijemom, a tudi visokim zračnim uporom. Zato jim pospeševanja ne grejo dobro od rok, ampak hitri ovinki ja. Seveda, to so le moji osebni zaključki na osnovi podatkov, ki so vse prej kot popolni. A za enkrat bo to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.